Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Veseli me, da se v oddaji Iskreno ponovno srečamo. Spet je torej čas za iskrene zgodbe ljudi, ki jih piše življenje, in seveda v prvi vrsti za ljudi, ki te zgodbe, to življenje tudi živijo. Vesela sem, da bo nocoj moj gost tako rekoč izjemen ali pa politik, ki je bil na vseh pomembnejših funkcijah v državi. Bil je predsednik Državnega zbora, bil je predsednik vlade in tudi predsednik republike. Kako živi danes, kaj vse počne, nam bo povedal kar sam. Dober večer, gospod Borut Pahor. Dober večer, hvala za vabilo. Povejte nam, kako živite zdaj, ko niste več predsednik republike, kako vaš dan poteka? Zdi se mi, da večina ljudi meni, da pogrešam politično službo, dolžnost, poslanstvo. Zlasti to, ki sem ga najraje opravljal, vlogo predsednika republike. Ne pogrešam tega. Zaključil sem s tem. Naredil sem vse, kar sem lahko. Zlasti kot predsednik republike sem želel biti predsednik vseh, povezovati to skupnost narodno in državljansko. Narediti korak naprej, morda dva, glede narodne sprave, tako znotraj naroda kot z drugimi, in krepiti ugled države v svetu. Zdi se mi, seveda sem pri tej oceni pristranski, da sem glede večine teh stremljenj uspel in ta politični opus sem zaključil z zadoščenjem. Zdaj se je odprlo novo poglavje, vedno sem bil radoveden in tudi tokrat se oziram za različnimi priložnostmi in uživam v tem, da na nek drugačen način znova raziskujem, ustvarjam in se veselim prihodnosti. Več kot 30 let ste bili politik, gotovo so bile bolj prijetne, pa tudi manj prijetne situacije. Katere tiste neprijetne se ne bi radi spomnili, jo lahko osvežite za nas? Gotovo je bilo zelo težko v času finančne in gospodarske krize. To je bilo za tiste, ki se tega spomnejo, v letih 2008, pozno jesen in pozimi, celotno leto 2009 in še nekaj tega v letu 2010. Se je trpel cel svet, ampak Slovenija je bila med tistimi, ki je trpela še zlasti. Zapirala so se podjetja, ljudje so izgubljali delovna mesta. Zdelo se je, da prihranki niso na varnem. Ta kriza je res erodirala, uničila vse zaupanje, ki so ga ljudje imeli v institucije, tako v politiko kot v poslovni svet, v banke zlasti. V tistem času je bilo voditi vlado težko, še zlasti, ker se je vsemu temu pridružila kriza odnosov z Hrvaško. Incidenti so se stopnjevali, Slovenija je, potem ko sem tako odločil, blokirala Hrvaško na poti v Evropsko unijo. Ta zaplet je postajal ne samo slovensko-hrvaški zaplet, ampak evropski. In z vseh strani so prihajali signali, da moramo na nek način to rešiti. In je bilo zelo težko, ker nisem želel popustiti, ne da bi rešil osnovno vprašanje. In to je mejo med državama, ki je bila razlog za 18 let incidentov. Teh časov, teh mesecev trpljenja se spomnim vedno za eno grenkobo. Vendar se tudi spomnim enega navdušenja, ene sreče celo, ko nam je potem po mesecih iskanja in trdega dela uspelo, da smo našli rešitev, ki se mi je zdela poštena. 4. novembra sva potem leta 2009 z Jadranko Kosor podpisala sporazum, celo izjavil sem takrat v Štokholmu, kakšen fantastičen dan. Potem pa so ljudje pol leta kasneje na referendumu to tudi podprli. S Hrvaško smo uredili odnose in danes se lahko veselimo, čeprav Hrvaška tega sporazuma in odločitve sodišča ne priznava. To so se odnose med narodi uredili. Ravno včeraj, pred časom, ko je bil tukaj predsednik Plenković, smo lahko ugotovili, da imamo skoraj 8 milijard
storitvene in blagovne menjave. To so sanjske številke, z vsemi 4 narodi imamo odličen odnos. In potem pride pa še do lepe zgodbe. Lepa zgodba je gotovo bila ta z predsednikom Mattarello. Leta 2019 sva se začela pogovarjati o vrnitvi Narodnega doma in takrat si še nisem upal misliti, da bo italijanska vlada, italijanska država šla tako daleč, da bo vrnila Narodni dom v celoti stvarno. No, ne samo, da se je to zgodilo 13. julija 2020, ampak si bodo ljudje verjetno ta dan zapomnili tudi potem, ker sva si z roko v roki segla pred obema spomenikoma, žrtvam fašizma, pred našimi 4 bazoviškimi junaki in pred fojbami, ki so na nek način izkazovali nek težek čas za Italijane ob koncu vojne in neposredno po njej. Ta sprava še danes odmeva med ljudmi, čudovito odmeva, med Italijani, Slovenci in tudi glede tega potem človek čuti neko zadoščenje. Kaj pa tiste vaše zmage, osebne, majhne, pa tiste stiske? Ne vem, včasih imamo samo luknjo na suknjiču, drugič smo veseli, ker smo praznovali rojstni dan. Katere so tiste vaše osebne zmage in stiske? Zdaj, ko ste omenjali gumb na suknjiču, in ker sem že omenjal pogajanja s Hrvaško, prvi dan, ko sva se dobila z Jadranko Kosor, hrvaško predsednico na gradu Trakošćan, in je bilo vse napeto. Zaupanje je bilo tako malo takrat med državama, da ne bi zaupali tako malo niti narisanim ovcam, da bi jih čuval kdo. Tisti dan, ko sva se midva potem na koncu na 4 oči dogovorila, kako bova v bistvu v osnovi rešila ta spor, je meni tik preden sem šel na tiskovno konferenco odpadel gumb. In če bi bili odnosi taki, kot so bili pred nekaj minutami, preden smo začeli tisto srečanje, bi seveda hrvaška stran pač gledala stran in bi se hihitala, ker bi šel v eni zadregi pred kamere. Ker pa sva se z Jadranko Kosor dogovorila v načelu, kako bova sporazum dosegla, je ona namignila svojim ljudem, naj mi to uredijo, in v eni minuti je bilo to tik pred začetkom tiskovne konference urejeno. Je bil gumb rešen, ne? Kot vidite, če je prijateljstvo, če je razumevanje, če je sožitje, se da vse reši, tudi gumb. Če pa tega ni, potem pa tudi gumba ni mogoče rešiti. No, kaj pa strahovi? Mi imamo v mislih mogoče, da je vas politike, da ste neustrašni, da se ničesar ne bojite. Česa se vi bojite? No, če ostanemo pri tej temi, takrat me je bilo strah, da bodo zaradi težkih odnosov nastradali ljudje, da bomo prej ali slej priče kakšni žrtvi. Jaz se spomnim enega trenutka, ko me je obveščevalna služba obvestila, da je v Beogradu eksplodiral avto. To je bil čas največjih incidentov med Slovenci in Hrvati. In v trenutku sem pomislil, kaj pa, če so bili Slovenci v avtu. Kajti potem ne bo več mogoče krotiti strasti na obeh straneh. Vse bo eksplodiralo. Mi ne bomo več imeli incidentov pod nadzorom. In sem prosil šefa obveščevalne službe, da me obvesti takoj, ko bo to zvedel, čigav avto je, kaj se je zgodilo. In tiste sekunde, ko sem čakal pri telefonu v pisarni, so se vlekle kot leta. In takrat me je bilo strah. Takrat me je bilo zelo strah. In potem je zazvonil telefon, tako kot v filmih, kot v Hitchcocku. In sprva sploh nisem želel dvigati, ampak seveda sem dvignil telefon in upal na najboljše. In se je oglasil, je rekel predsednik, šlo je za avto s srbskimi registracijami. In čeprav vem, da se je zgodilo nekaj strašnega, sem si samo oddahnil, da ni šlo za avto z ljubljanskimi. In to je bil dodaten motiv, da smo potem z Jadranko Kosor iskali in tudi naši rešitev za te spore. Kaj pa kače, pajki? Mislite te vrste strahovi? Ja, to so simpatični strahovi. Žuželk nimam rad, ne bom pa tudi bežal pred njimi. Ni mi prijetno, če recimo v spalnico prileti netopir. Pa se je že zgodilo? Zgodilo, ja. Zgodilo se je. In potem pač poskušamo to situacijo reči. Zdaj, da bi se ga razveselil, ne, da bi pa zdaj jaz skočil skozi okno, pa tudi ne. Je bolj neprijetno, kot da je človeka straha. Če še kanček ostaneva pri politiki, kot že rečeno, 30-letja ste aktivno bili v političnem svetu, a ste kdaj vmes v tem času rekli, dost imam, ne grem se več? Ste kdaj pomislili na to?
Ja, odvisno, kaj si politik želi, k čemu stremi. Jaz se mi zdi, poskušal vedno v ljudeh zbuditi zaupanje, da bomo problem rešili v dobro vseh, da se ne bomo zaleteli v nek problem ali pa in ga ne bomo rešili ali pa da ga bomo rešili samo v korist peščice. V času, ko sem vodil vlado, to ni bilo vselej lahko. In takrat človeka spreletavajo misli, ali ne bi bilo bolj pošteno, da priznaš, da so problemi večji od tebe in da to vzame nekdo drug. Ampak tega nisem storil, zato ker sem se vedno dokopal do zaključka, da je kriza res tako globoka, da tudi če prije nekdo drug v kratkem času tega ne bo rešil, samo zaradi mojega odstopa se bodo stvari še poslabšale. In takrat sem storil nekaj, kar politiki redko storimo. V bistvu sem vso odgovornost prevzel nase. Spomnim se, da sem šel na nekaj tiskovnih konferenc, kjer so padale hude besede na račun vlade, ki sem jo vodil, in politike in vsega. In sem rekel na ves glas, jaz sem kriv, jaz sem odgovoren, jaz ne znam. Zato, ker nisem hotel, da bi se ljudje kregali, kdo je kriv. In sem rekel, jaz sem kriv, jaz sem za vse kriv. Nekaj časa so se moji sodelavci, pa tudi tekmeci temu smejali, češ da pretiravam v tem. Ampak na koncu so potem razumeli, da sem želel povedati, ne kregajte se o tem, kdo je kriv. Jaz sem kriv. In jaz bom poskušal, kolikor se da to rešiti. Kolikor se je dalo, smo kakšno stvar rešili, vseh pa ne. Vlada je potem čez 3 leta zaradi padca pokojninske reforme tudi sama padla. No, kako pa sicer mislite, da vas ljudje vidijo na ulici, doma? Kaj mislijo o vas? Ste ga razmišljali o tem? Najpomembnejša deviza, ki jo ima politik, je zaupanje. Ko gre dobro, takrat običajno zaupanje ni pod vprašanjem. Vedno se politik znajde na testu takrat, ko gre slabo in ko se testira njegovo zaupanje v tistih časih. In nekaj bi zdaj, ko sem končal kariero, rad povedal. Seveda so bili trenutki, ko so ljudje, ki so mi zaupali, začeli dvomiti v to, ali sem tega vreden ali ne. Ampak nikoli se ni zgodilo tega, se ni to zgodilo, da bi to zaupanje povsem splahnelo, skopnelo. Vedno sem zbral toliko moči skupaj z njimi, da smo to zaupanje znova okrepili. Zato sem tudi, si predstavljam, bil lahko 9-krat zapored izvoljen in tudi zaradi tega čutim neko zadovoljstvo ob koncu te kariere. Da smo vendarle tudi v najtežjih trenutkih, ker taki so. Mogoče so ljudje znali ceniti, da takrat nisem rekel, da vse vem in vse znam. Rekel sem, ne vem vsega, ne znam vsega, ampak skupaj z vami bomo ta oreh rešili. Nismo vseh strli, ampak mnoge smo pa rešili. No, mi smo šli na ulice in preverili, kaj si ljudje mislijo ob imenu Borut Pahor, oziroma na kaj najprej pomislijo. Dajmo pogledati. Ko slišim za ime Borut Pahor, pomislim na Jadranko Kosor. Nekdanji predsednik me najbolj spomne na Instagram. Pahor, prva asociacija. Ajde, Miška Mala. Jadranka Kosor, predsednik, nekdanji predsednik, Miška Mala, Instagram. Kaj pravite? Vse to je na nek način obeleževalo moja vodenja parlamenta, vlade, države. Tukaj so bili taki simpatični spodrsljaji, seveda so bile sem in tja tudi resne napake, ampak bilo je tudi nekaj uspehov, vmes pa sem in tja kakšne porednosti, za katere sem, če sem tako domneval, da ljudi ali preveč jezijo ali pa da jih celo jemljajo za neprimerne, sem se zanje tudi opravičil. Morate pa razumeti, da če ste 30 let in več v fokusu javnosti, kamer, da sem in tja preprosto ne morete več drugače, kot da ne igrate, da ste vi v dobrem in slabem. In ko sem se enkrat spravil v ta položaj in seveda plačal račune za moje slabosti, za moje šibkosti, značajske in politične, sem bil tudi nagrajen za tisto, kar so ljudje pa v istem značaju in politiki sprejeli. Tako da je bilo potem, zlasti v času, ko sem vodil državo, ko sem bil predsednik republike, je bilo lažje. Ljudje so vedeli, s kom imajo opravka, vedeli so za moje šibkosti, vedeli so za moje kreposti
In mi je bilo potem zaradi te odkritosti prej bolje kot slabo. To za politika, zlasti če igra na kratek rok, ni dobro, niti ne bi tega svetoval, kar je težko. Na dolgi rok je pa to edino vzdržno, edino tako lahko preživite normalno. Iskrenost, torej. Ja. No, in skladbo med iskrenimi ljudmi v izvedbi Majde Sepe je Borut Pahor, naš današnji gost, izbral tudi za današnji večer. Iskreno z Majo Oderla. Spremljate oddajo Iskreno z nocojšnjim gostom, nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem. Kar nekaj sva že izvedela o vaši politični karieri, o vas mogoče še malo premalo. Kakšen je Borut, ko pride domov, ko gre obleka v pranje, kaj potem trenirka? V stanovanju sem praviloma zelo malo. Imam zelo lepo, tako moško stanovanje. V stanju namreč živiva različno, ločeno. Že 35 let sva par, vendar vsak živi po svoje. Tanja v svoji hiši, jaz imam svoje stanovanje. Čez vikend sva skupaj. Zdaj, ko je Luka star fant, 25 let, ima tudi on svoje najeto, mehno garsonjero. Živimo vsi po svoje, čez vikende smo pa skupaj. In na dopust greva stanju skupaj. Tako da sem jaz čez teden zaradi službenih obveznosti zelo malo doma. Jaz pridem pozno domov in v bistvu pridem v stanovanje samo prespat. To je bil tudi eden od razlogov, da smo se odločili za tak način življenja. Torej samo pižama? Si pripravim nekaj lahkega za večerjo, morda kaj pogledam, ne zelo veliko, nisem radoveden več, kaj in kako se dogaja po svetu, razen če se ne dogaja nekaj, kar se mi zdi, da se me tiče ali profesionalno ali osebno. Filmov in tega čez teden ne gledam. To si pustim za fitness v soboto in nedeljo popoldan, če imam čas. Kaj pa pogledate? Kakšen žanr? Zdaj, ko je YouTube, je tako, da na steperju ali na kolesu pogledaš ne samo filme, čeprav jih imamo ogromno, ampak pogledaš tudi kakšne aktualne dogodke, ki jih prej čez teden nisi videl. Filme imam rad, tudi s Tanjo rada zahajava v kino, tudi z Lukatom. Pa kokice sem slišala? Ja, tudi zato, da kakšenkrat uživam v kokicah, ampak filme imam rad in spomnim se, da so s Tanjo šla gledat film o Queenih 6-krat. Tako, radi si ogledamo dobre filme, se o njih tudi pogovarjamo. Tako da združim potem ponavadi šport in filme. To mi je čez soboto in nedeljo všeč. Kot rečeno, pa pozno pridem zvečer domov, morda kaj malega pojem in grem počivati. Če sva že pri filmih, kateri slovenski film je vaš najljubši? Slovenski film? Jaz mislim, da je recimo Ne čakaj na maj, ali so ti filmi, ki sodijo tudi v čas slovenske popevke, hkrati tudi najboljši film. Se mi zdi, da je bil ta čas 60-ih let, čas ene take sjajne slovenske ustvarjalnosti, se ne da filmi zdaj ne bi bili dobri. Slovenci delajo dobre filme, vendar pa neka nostalgija filmska me zapelje recimo v Vesno ali, kot sem rekel, v čase daleč nazaj in te filme si vedno rad pogledam. Če se od filmov še malo odpraviva v vašo primarno družino, vaša mama je bila velika ljubiteljica rož, to je prenesla tudi na vas. Katere imate radi? Vse, ki preživijo mojo skrb zanje. Moja mama je imela rože na vrtu, okrog po vseh ograjah in na vseh okenskih policah v hiši. No, kolikor pač eno stanovanje 80 kvadratov prenese rož, jih imam, kakšenkrat mi sem in tja kdo reče, da je na pol cvetličarna, ampak rad imam zelenje. Ker se je moja mama znala pogovarjati z rožami, kot otrok sem to vedno gledal najprej z dvomom, sem se tega navzel tudi jaz in ko zjutraj kakšenkrat vstanem ali ko zvečer pridem, vidim kakšenkrat seveda, da je potrebna kakšna intervencija in pozdravim rože. Imam rad tako, da si kaj rečem, se na koncu ni drugega v stanovanju kot one. Katere vrednote vam je še mama dala?
Moja mama je hotela, da sem vztrajen. Mogoče pa je bila najbolj zaslužna za prijaznost, ker ko je moj oče umrl pri 9, sva z mamo ostala sama in pri 12 je mama prvič zbolela za rakom in takrat so mislili, da bo mama umrla, ker se je zdelo, da je bil rak neozdravljiv. In spomnim se, da me je posadila na straniščno školjko in me prijela tako za ramo in je rekla: Borut, zdaj boš ostal sam, odvisen boš od drugih ljudi, moraš biti prijazen, da bodo skrbeli zate. Ta nasvet, kljub temu, da se je potem čudežno vrnila iz umiralnice in da je potem preživela prvega raka in drugega in tretjega, ta nasvet je bil potem nekako vedno z mano. Prijaznost nas nič ne stane, dejansko odpremo srca drugih ljudi. In jaz sem bil potem leto dni in pol pri teti in stricu, ker je bila mama po bolnicah, vse povsod. In dejansko sem opazil, da se da z eno prijaznostjo odpreti mnoga vrata, ki jih sicer s kakšno nadutostjo ali pa nesramnostjo ne daš. In to nekako je ostalo z mano. Nikoli se mi ni zdelo preveč, če sem bil raje prijazen kot ne. Po čem pa se očeta spomnite, pravite, da ste ga zgodaj izgubili? Oče je bil ves moj svet do njegove smrti. Star sem bil 9 let, ko je umrl. On je bil veseljak, učitelj sicer, po poklicu, vendar glasbenik. Kot rečeno, človek, ki so ga imeli ljudje zelo radi, še danes me srečajo nekateri njegovi sovrstniki in mi rečejo: kako pogrešamo Luno, ne? Pa je praktično 60 let, ko ga ni 50. Bil je zame bil tak magičen človek, ki se je z mano igral, nogomet, ustvarjal, šah sva igrala, spomnim se, potem pa je umrl. In jaz sem mu zameril, da je umrl, ker se mi je zdelo, da zdaj nima več nikogar. In takrat je vstopila mama v moje življenje in postala ves moj svet. In ko se je zgodilo, da bi morda izgubil še njo, se mi je zdelo, da moramo ceniti tiste, ki ostajajo in paziti na nje. No, mi smo našli tudi 2 vaši fotografiji. Na eni z očetom igrate šah, na drugi pa mislim, da gre za praznovanje rojstnega dne. Tule sta z očetom igrata šah. Tukaj sta z očetom igrala šah. Od tistega časa niste več igrali? Ne, ko je oče umrl, od tistega časa nisem želel več igrati šaha, ker verjetno me je kot otroka šah spominjal na očeta. Oče je zelo vztrajal, da so se posvetila šahu. Pravijo, da nisem bil slab, oče je bil pa sploh znan šahist. In to je bilo precej resno igranje šaha. Jaz sem mogel vse znati pisati, vse poteze in tako naprej. Oče jih je tudi študiral. Tako da, ko je oče umrl, sem nehal igrati šah. Nisem več želel igrati šaha, ker mi je to spominjalo na očeta, ki sem ga pogrešal. Predno se dotakneva tiste teme, poglejva še eno fotografijo, pa praznujete? Tukaj tudi mami. Oče mi je umrl, ko sem bil star 9 let. Tukaj je bil rojstni dan, mislim, da pri 5 ali kaj takega. In to je naše stanovanje, mejhno, ampak bilo je naše in smo se imeli lepo. Potem pa se je začel malček svet podirati, ampak nekako je moja mama trmasta, kot je bila, sicer šibko izobražena ženska, vendar pa izredno močnega značaja, je svet postavila na novo in njena edina želja je bila, da me spravi do kruha in do kruha me spravlja. No, danes ste sam oče, sicer odraslemu sinu, ampak kakšen oče ste? Jaz sem bil seveda zelo, se mi zdi, slab oče in tudi nisem bil nikoli kakšen dober partner Tanji in tudi ne dober oče Luketu, praktično do 10 let nazaj. To obžalujete? Tega se ne da popraviti. Veste, ko vam kdo reče, da želi biti dober, da hoče imeti super kariero, recimo v politiki ali poslu in da je čudovit družinski oče, jaz mu čestitam. Sjajno, nekdo uspel, jaz nisem uspel.
Moje osredotočanje na politično kariero je bilo tako silovito, da sem podredil vse, tudi moje osebne druge želje, ambicije, vse je bilo podrejeno. Zdaj ne ozko karieri, seveda tudi, ampak temu, da si tam uspešen, da tam uživaš, da tam ustvarjaš. Jaz sem vedno jemal politiko kot umetnost, kot nekaj, kar narediš lahko bolj lepega, pravičnega, solidarnega. Pa ste bili srečni? Seveda, ja, to me je usrečevalo, gotovo me je to gradilo, zato sem tudi vztrajal v tem. Je pa to imelo seveda svoje reperkusije, svoje konsekvence. Družina je trpela. Tanja je takoj to vedela. Tanja, ko je začela hoditi z mano, je vedela, s kom hodi in se je na to pripravila. In tudi zato, takoj, ko sva potem ustvarila to čudovito bitje, ga je ona vzela in praktično do njegovega 13. 14. leta skoraj da je izključno skrbela zanj. To ne pomeni, da je seveda nisem bil tam in tako. Ampak ne v tem smislu, kot je Tanja skrbela zanj. Potem pa se je zgodilo, da sem jaz vendarle postal predsednik republike, da se mi je zdelo, da si bom znal, ker sem to funkcijo, se mi zdi, najbolj pričakoval, najbolj sem bil na njo pripravljen, vedel sem, kako si bom organiziral delo, da je zdaj čas tudi, da obema nekaj vrnem. In mislim, da zlasti Luketu sem potem v zadnjih 10 letih vrnil marsikaj, upam, da Luka to ceni, razumem pa, da kakšenkrat mogoče še vedno z obžalovanjem gledava oba nazaj na čas, ko nismo bila tako skupaj, kot bi. Ampak, to, da smo bila potem v zadnjih 10 letih skupaj, se mi zdi, da je njemu tudi dalo veliko, meni pa ogromno. Jaz sem končno dobil vzornika, moj sin je moj vzornik. Videl sem, da je lahko mlad fant, lahko zelo izdelana osebnost, ustvarjalna, on je človek z izrednim moralnim kompasom, ve, kaj je prav in kaj ne. To se mi zdi za 24-25-letnega fanta tako ena izjemna vrlina, ki jo občudujem, je vztrajen, je prijazen, poleg tega je odličnjak v šoli, končal je diplomatsko akademijo na Dunaju, je delaven. Hočem reči, da je Tanja vzgojila od sina, ki je občudovanja vreden, jaz sem pa primaknil nekaj tega, kar ga vendarle tudi zdaj malček se mi zdi določa, in če sem imel kaj pri tem, vsaj v zadnjem desetletju sem vesel. Torej, lahko rečete, da se od sina tudi učite? Moj sin je moj vzornik, kot rečeno, od njega sem se ogromno učil. On je nazadnje bil moj svetovalec v zadnji predsedniški kampanji. Za prvo je bil še malček premehen, ampak v drugi kampanji je bil moj svetovalec. K njemu sem šel po spodbudo, k njemu sem šel ga prositi, da mi je naslonil ramo, da sem se zjokal na njem. On mi je ponudil uteho. Bil je vse tisto, kar sem potreboval v enem trenutku, da sem šel takrat, ko je bilo težko naprej. Kaj pa prijatelji? Je težko kot politik, kot ste vi, predsednik, imeti prave, iskrene prijatelje? Imate jih kaj? Lahko rečete. Nekaj prijateljev je gotovo. Zdaj, kar po definiciji so kar vse prijateljice. Jaz imam torej nekaj prijateljev, to da, ampak večinoma skozi življenje so bile vse po vrsti, moje najbolj osebne zaupnice so bile ženske, so bile prijateljice. Ne bova šla v vse detajle, ampak očitno je s časom prišlo do nekega spoznanja pri meni, da se lahko lažje, boljše, bolj zaupljivo, morda tudi bolj romantično zaupam ženski kot moški. Pa ni bila Tanja ljubosumna? Tanja me je poznala. Tanja me pozna celo življenje. In če bi kadarkoli želela, bi verjetno tako prakso tudi prekinila in šla na svoje, vedela je, da bi imela pri meni podporo za to ali ono. Vendar je po svoje tudi vedela, da ima v meni nekoga, ki bo vedno tam. Jaz sem bil vedno tam, ko me je potrebovala. Nikoli nisem želel priti v situacijo, da bi enkrat sam Tanjo na cedilu pustil. Kadar je bilo treba, sem bil tam. To je verjetno za nekoga, kot je Tanja, ki je nekoliko bolj introvertirana osebnost, vase zaprta, neštudijozna, dovolj. In to je nekako potem botrovalo temu, veste, da so mi dva bila na mnogih porokah,
Poročili se pa niste? Naših prijateljev, ker so naju vsi spraševali, zakaj se mi dva ne poročiva. In zadnjič sva naredila neki inventar, ugotovila, da je samo še en par od vseh v 30 letih, ki sva jih spravila pred oltar, poročen. Vsi drugi so narazen in večinoma na smrt skregani. No, jaz se ne spomnim in Tanja tudi ne, da bi mi dva eden od drugega kdaj dvignila glas. Kaj šele, da bi se skregala. Mislite, ker sta bila premalo skupaj ali ker ni bilo potrebe? Ali ker sta oba takšne osebnosti, da sta reševala drugače? Mene je pri Tanji, seveda, pri Tanji sem jaz padel na kolena zaradi njenega srca. Ne. Preprosto je tako ljubezniva, tako mehka, odprta, kot rečeno, ljubezniva duša, zna biti tako sjajna prijateljica. Ne. Ona je vendarle ženska, za katero je bilo dovolj, da sem jo taknil, ko mi je bilo najtežje in vsa slaba energija je lahko v hipu zginila. Ne. Tako da je bila zame nenadomestljiva. Očitno pa je bilo tudi pri meni nekaj takega, kar je ona potrebovala, tako da sva, kot rečeno, greva proti 40. skupnemu letu. Zdaj, dokdaj bo to šlo in kako se nikoli ne obremenjujeva, Luka je tukaj, mu pomagava, na nek način si oba želiva tudi že vnuke, ne? Seveda je njuna stvar z tiso, kdaj in kako se boste za to odločila, ampak se mi zdi, da je dozoril čas, da enkrat tudi to srečo izkusiva. Ne? Boste pa verjetno skrben dedi, a ne? Jaz mislim, da sva s Tanjo narejena za to, da bova sjajna stara starša. No, v zadnjem delu naše oddaje pa bomo izvedeli tudi, ali zna Borut Pahor kaj dobrega skuhati in kateri sladoled obožuje. Še prej pa Vlado Kreslin v skladbi Pustite nam ta svet. Iskreno z Majo Oderlap. Nocojšnji gost oddaje Iskreno, veseli me, da si je vzel čas in prišel v našo družbo in seveda povedal že kar nekaj reči iskreno o sebi. Gospod Borut, kaj pa vi kaj radi skuhate dobrega? Prej ste rekli, da ne veliko, ampak nekaj pa znate, ne? No, celo moje življenje sem tudi športnik, rekreativen. Temu je prilagojeno marsikaj v mojem življenju, tako spanje, kot sem rekel, kot tudi zdrava prehrana. Sam in tja se seveda rad pregrešim in tukaj ne smete upoštevati čipsa. Čips ima poseben status, čips in kokice. To ima poseben status, o tem se ne govori. Kadarkoli si to zaželim, moram imeti v izdatnih količinah. Vse ostalo pa je predmet neke razumne skrbi, da je veliko zelenjave in rad si naredim zelenjavo. To imam tudi po mami. Skledo zelenjave, s tem rad zaključim dan. Rad si naredim testenine. S kakšno dobro omako? Ponavadi z olivnim oljem. Samo to? Ja. Ste skromni? Ja, mogoče so tudi olive narezane, ne? Tako da ni treba velike. Losos je zelo hitro na žaru narejen, ne? Ga ne dajem v pečico, ampak preprosto ga pripravim zelo hitro. Take stvari, hitre, okusne, rad imam okusno hrano, ampak malo, dobro, brez kakšnih novotarij, ki jih ne znam niti delati. Torej alge in take stvari odpadejo? Ne. Kaj pa sladoled? Sladoled imam rad. Kakšnega? Čokoladnega. Temna čokolada? Temna čokolada. Jaz sem bil vendarle 5 let v Bruslju. V Bruslju človek postane razvajen s sladoledom. Mislim, da imajo Belgijci najboljši sladoled na svetu, skoraj mislim, da je konsensno. O tem, da imajo najboljši sladoled na svetu in ker uvažajo čokolado iz Konga in je to najboljša črna čokolada na svetu, tudi naredijo najboljši črni, zares črni sladoled na svetu, zares okusen. Mogoče bo zdaj kakšna prilika, da se ga boste naučili sami pripraviti? Ne bi rad delal slabe reklame sladoledov. Kot politika smo vas ne videli tako pogosto nasmejanega, ne? So prišli momenti, ampak kljub temu, a znate kakšno dobro šalo povedati? A se radi nasmejete šalam, no? Bom tako rekla. Absolutno. Ne povem, da imam zelo rad humor, nisem prepričan, da ga znam povedati. Čeprav, veste, ko sem bil kot študent vodiča, ne, in jaz sem delal večinoma v Benetkah, ampak... Kot animator?
Ali? Ne, vodič, turistični vodič. Tukaj v Ljubljani sem opravil izpit, na Kompasu, potem pa so me zaradi znanja italijanščine dali v Benetke in sem tam delal v glavnem čez vikende 3-4 leta. Pridno delal študij v Ljubljani, potem pa ob četrtkih zvečer sem se zapeljal, pa v nedeljo zvečer vračal. No, ampak kakšenkrat, ker smo bili dobro plačani vodiči v Benetkah, zlasti za študente, je bilo to kar dober zaslužek, ne? Pa smo sem in tja morali potem tudi peljati ljudi ali v Grčijo, ali v Rusijo, ali na Češko. In tam je bilo treba seveda ljudi zabavati, ne, na avtobusih, no in človek se potem preuči tudi kakšnih šal. Sem in tja mi je to uspevalo. Kaj zapojete tudi? Samo, če je bilo treba razgnati ljudi, ne. Torej ne bi na odr stopili in prepevali. Samo, če bova skupaj. No, jaz sem tudi oboževalka kokis in čipsa, tako da nekaj bi že našla. Jaz bi vam pomagala, 5, vi pa dostavite, ne? Čips in kokice. Ampak, če že govorite o svojem študentskem delu, tudi z modo ste povezani. Ste bili nekoč kot študent. Vaša mama je bila šivilja, kaj ne? Moja mama je bila šivilja, jaz sem tako pri njej doma, ko je delala obleke, je bil nek model, na katerem je pomerila svoje kreacije. Rad sem pa zahajal k njej v službo, ona je delala kot šivilja na Idealu, mogoče se bodo starejše. Tale fotografija mogoče, izgovorna? To sem bil že maneken, ja. Ampak ko sem bil še gimnazist, sem rad hodil v Ideal. To je bila precej znana jugoslovanska blagovna tvrtka, plašče so delali, pa tudi kakšne druge stvari. In tam je bilo nekaj čednih deklet, ki so pomerjale. In enega gimnazica niso jemale kot moškega, pred katerim se morajo skrivati, ampak sem jaz z njimi pomerjal in to rad sem pomerjal, zakaj ne? No in potem, ko sem šel na faks, je pa mama enkrat mi rekla, da je ena kolegica rekla, da delajo na tečaj za manekene in da ne vidi razloga, da jaz ne bi šel tja in to poskušal. Sem šel, bil sprejet in sem potem kot 3. razredni maneken, ne. Saj nas ni bilo veliko fantov, ne. Fantov nas je bilo malo, deklet je bilo približno 25, fantov nas je bilo pa 3-4, ne. 5 mogoče, no, sem in tja, ampak jaz sem bil med slabšimi, ampak sem in tja sem me kakšenkrat tudi ponucal. Pa ni vas potem nadalje to zanimalo? Moda? Ne. Recimo, jaz se spomnim iz tistih časov, potem je šel recimo Alen Kobilica, ne, še danes meni sijajen vzornik in zlasti zato, ker se je potem soočil z invalidnostjo, ki jo je opravil na izjemen način, ne, zaradi česar se mi zdi lahko navdih ljudem, ne. Si morate misliti, lep, postaven moški, imel je ves svet pod nogami, je bil eden najuspešnejših manekenov v Milanu in potem pride zahrbtna bolezen, mu vzame vid, ostane slep, lahko bi zapadel v depresijo, ne, on se bori in postane svetovni prvak v triatlonu, ima svoj zavod, vidim cilj, kjer 100 otrok danes lahko slepih, ne, uživa v športu, je proizvajalec nekaterih prehranskih izdelkov. To so navdihujoče zgodbe, ne. Ne vem, če bi jaz to zmogel, on je. No, boste pa gotovo zmogli, verjetno je to načrt, privarčevati za eno dobro staro barko. Ja. Kakšni so načrti v tej smeri? Ki ga družina podpira in pri takih stvarih je to seveda pomembno. Ko sem prej govoril o družini, morate vedeti, da pravzaprav nikoli nisva stanju sprejemala odločitve ene ali druge, ne da bi se o tem posvetovala. Takrat, ko sem sprejel odločitev, da ne grem na predsedniške volitve, ampak prevzamem vlado oziroma grem kandidirati za vlado, to ni bila lahka odločitev, je bila sprejeta najprej med nama in to na kosilu v Podpeči, pri Kirnu. Tudi ko sem šel na predsedniške volitve, brez njenega blagoslova nikoli ne bi šel. Je rekla, tvoj čas prihaja, tebi zaupam, jaz ti zaupam, če ti jaz zaupam, ti bo še kdo. Gremo na volitve. Brez tega ne bi šlo. Torej zdaj tudi pri barki? Tudi zdaj, ja, ona ve, mi dva sva tudi veliko plula stanjo, ker dopuste pa vedno preživljajo skupaj. Vse dopuste vedno skupaj. Torej sta bolj morska tipa? Ja, tudi v hribe sva hodila. Vse dopuste sva midva, kamorkoli je bilo, tudi v tujino sva veliko šla po svetu. To pa rada greva skupaj in uživava, se imava super. No in tudi plula sva veliko, dokler se Luka ni rodil. Potem smo samo še, mislim, da 3 ali 4 leta pluli,
potem pa opustili to iz vrste razlogov. Jaz sem šel tudi v Bruselj in tako naprej. Ampak vedno sem govoril in Tanja to vedno podpirala, ko bom enkrat imel možnost, da kupim barko. Morate vedeti, da sam nakup stare barke je nakup srednje dobrega avtomobila. Sama barka ne stane veliko. Tisto, kar stane veliko, kar je luksus pri barki, je njeno vzdrževanje, registracija, zavarovanje letno, seveda morske pristojbine. To stane. Ampak, če bi barko zrihtal, če bi jaz med tem, ko bi plul po svetu, tudi delal občasno v pristaniščih, tukaj, tam, kot sem vam prej povedal, spremljam te podcaste oziroma YouTube prispevke raznih moreplovcev, se učim od njih, vidim, da se da z malček seveda pridnosti, če vsake toliko delaš, kamor nekam prideš, se da v bistvu za skromnimi prihranki nekaj let precej solidno živeti na barki. Če si tega želiš, morsko življenje ni za vse, morate imeti to zelo radi, če pa imate, pa uživate neskončno. In šli bi potovati tudi sami, ne? Sami s tem, da tako kot smo imeli v navado, tudi ko smo imeli manjši čoln, 6-metrski samo, potem pa pridajo recimo za tabo ali z avtom ali ne, jih počakaš nekje, pa nekaj dni so s tabo ali pa en teden ali pa 2, kot je bila tudi Tanja, pa se potem vrne, jaz sem pa ostajal potem na morju. Zdaj bi šel za nekaj let in sem in tja bi kdo prišel za nekaj mesecev morda in bil z mano, potem bi bil pa sam. Ja. Jaz sem sicer človek, ki ima rad družbo, ampak imam tudi rad samoto. Neosamljenosti. Osamljenost sem izkusil, je grda reč, je depresivna, je huda stvar, ki doleti človeka. Osamljenost. Ko sem bil predsednik vlade, sem bil 2 leti osamljen. Kljub temu, da je bila Tanja, kljub temu, da je bil še kdo zraven, ki mi je skušal pomagati. Kljub temu, da je bilo 100 ljudi okrog sebe. Zaradi problemov, ki so se zgradili takrat name, sem se čutil zelo osamljenega. Osamljen sem bil. Si morate misliti, da imate državni aparat 30 000 ljudi in se čutite samega. Ampak, težko. Samoto si pa vi izberete. V osamljenost padete proti svoji volji. V samoto pa greste zaradi vaše volje, ker jo želite čutiti. In morje vam da ta občutek sprejetosti, ga morate spoštovati. Morje je zahteven habitat, ampak ta samota je prekrasna. No, moram priznati, da Slovenke in Slovenci, ki smo jih srečali na ulici in vprašali, kako vas vidijo v prihodnosti, niso razmišljali o kakšni barki in samoti. Poglejmo, kaj so nam povedali. Ja, lahko bi z mano planinarju ali kolesarju, sicer bi ga tudi na smučanje povabila, ampak smučarska sezona je za zdaj zaključena, povabilo velja pa za naslednjo. Naš bivši predsednik, influencer. Nekje dobrodelnost, tukaj bi ga videla, ali pa kakšen organizacija Združenih narodov. Kaj v tem smislu? Kaj v zvezi z dobrodelnostjo, tudi povabilo na planinarjenje in kolesarjenje ste dobili, influencerstvo, tudi ni tako enostavno, ne? No, ena od stvari, o kateri zdaj razmišljamo, je, da potem, ko pravzaprav 300 000 sledilcev, ki jih imamo na Twitterju, Instagramu, ne, na Facebooku, ne pustimo na cedilu in zapremo vse te družbena omrežja. Do zdaj so mi v politiki služila za propagando, če smem odkrito in iskreno priznati. Zdaj seveda v politiki nisem več in se zdi, da morda teh kanalov za to, da pridem do ljudi, ne potrebujem. No, ampak smo rekli, zakaj pa ne bi poskušali to monetizirati, ne? Se pravi, poskušati iti v komercialne vode s tem. Bomo videli, nekaj predlogov, nekaj komercialnih predlogov imamo, so tudi atraktivni. Zdaj si tudi znam predstavljati, da nekateri lahko od tega zelo dobro živijo. Dobro, zdaj mi je seveda to leto, ko sem bivši predsednik, ki ima še to pisarno prehodno, me zakon do neke mere v tem omejuje, moram biti previden, vedno to delamo z roko v roki s KPK-jem in z torej pristojnimi odbori, ampak zdaj ugotavljam, da se da od tega tudi dobro živeti. To ni moj cilj, seveda, ne? Ampak neka vzporedna dejavnost, ki bi mi lahko dobro služila čez leta, če bom šel na barko, pa mislim, da je neka stvar, ki me mika. Ni pa to tako lahko, kot si kdo misli, morate dobiti
svoj marketinški delež, ta je v Sloveniji zelo majhen, seveda, ker smo majhen trg, ampak če vam to uspe, je torej nekaj influencerjev, ki od tega zelo dobro živijo. Ja. Ste sicer v življenju sanjač? Sanjarite z odprtimi očmi? Absolutno. Torej ste sanjač? Absolutno. Jaz takoj vem pri sebi, kdaj se nekako izgublja ali pa krepi ustvarjalnost. Ko se v meni recimo zbirajo ustvarjalne energije, absolutno sanjarim, ne samo sanjam. Mislim, sanje so neka fiksna predstava o nečem, kar želite doseči. Sanjarjenje pa cel proces enega domišljijskega sveta, ki vam te sanje nekako potem spravi v življenje, v vaši domišljiji. In ko sem deležen tega, in to gre za službene stvari, pa tudi za osebne, ampak za službe, ko vi to začnete, ko sem si jaz recimo predstavljal vrnitev Narodnega doma, ko sem si predstavljal srečanje s predsednikom Mattarellom na Bazovici, vse to je bilo predmet letnega sanjarjenja. Torej vizualizacije. Vizualizacija tega, kako bi to lahko izgledalo. In si ne morete misliti, kolikrat se to potem tudi zares zgodi in ste absolutno fascinirani. Vi neko doživljanje nečesa, kar se vam dogaja v realnem življenju, delate točno tako, kot ste sanjarili. Dostikrat ne, pogosto ne, ampak sem in tja se pa to zgodi natančno tako. Ne. Tako da sanjarjenje je pomembno. Ko pa zapadate v eno anksioznost, v eno turobnost, ne, takrat pa v bistvu niste sposobni ne sanjati, ne sanjariti. In to vam da vedeti, da je potrebno malček življenjski ritem spremeniti, če ne želite zapasti v eno malodušje. Ne. Iskreno vam želim, da sanjarite in sanjate in te sanje tudi živite v bodoče. Hvala lepa, ker ste nocoj bili moj gost. Hvala. Še naprej veliko uspehov na vaših poteh. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. In ne pozabite, sanjarite in sanjajte, kajti sanje vedno pridejo z razlogom, pa lahko noč.